kitar Jerka, Mira in Aleša veže skupna ljubezen do glasbe. Kitaristi združujejo različne glasbene zvrsti, tokrat pa so se na odru združili prvič. Pred večernim koncertom smo se z njimi pogovarjali v festivalni dvorani. Druži vas skupna ljubezen do glasbe. Kdo pa je bil prvi pobudnik, da ste začeli nastopati skupaj? Mi radi tako ali tako skupaj nastopamo, ne? Ampak seveda nastopamo pa samo, do zdaj smo nastopali samo za prijatelje. Pa je prišla ideja enkrat, da bi pa mogoče nastopili za malo širši krog. Vsi smo pravzaprav išli iz nekega klasičnega kroga, vsi trije smo klasični kitaristi, hkrati pa ima vsak seveda svoje področje in bogato zgodovino v tem, kar smo že vsak zase počel. Je pa to danes seveda naš prvi tako javni nastop. Jam session sicer pomeni sprotno, spontano muziciranje, pa lahko poveste to nekomu, ki ne razume točno, kaj to je. Nismo vedeli, kako bi imenovali ta večer, ne. Mogoče je ta izraz jam session malo preveč. Namreč jaz govorim zase, si ne upam toliko improvizirati, čeprav bi rad improviziral, sem bolj klasičen kitarist in nekoliko tudi obvladam nekaj drugih stilov, bi pa zelo rad tako obvladal, naprimer jazz kitaro, tako kot Aleš, tako da je pravzaprav pa Miro tudi, moj brat, precej bolj to vlada kot jaz, tako da si jaz ne upam zaenkrat, če preveč improvizirati, pa prepuščam to njima. Ja, no, jaz bi pa rad tako klasiko igral kot Jerko, da mu malo vrnem ta kompliment. Ampak ravno to se mi zdi pa pri nas zanimivo, ne, da vzamemo ali klasično temo ali pa džezovsko, pa je džezovsko moče malo na klasičen način. Pa rokersko. In obratno, ne, klasično temo predelamo. Ne. Zanimivo je to, no, kot je Jerko rekel, on je klasik, on je bolj džezist, jaz sem jih bolj rocker, kako bi rekel. In ta kombinacija je zanimiva, pri njemu mora biti strogo, tak, on bi rad štel začetke 1, 2, 3, 4, on jih začne tako z dihom, tako da, kadar so začetki, imam najrečem, on napiše pauza, da bom 4 takte mir, da se ona dva to zmenta, ne. Da se mora bolj uskladiti, jaz lečem na eno stran, on na srednjo, jazz, on na klasiko, ta kombinacija mogoče je pol zanimiva, kje bo ta srednja pot nam uspela, ne. Torej združujete različne zvrsti glasbe? Seveda, danes bomo predstavili tudi, se pravi, poleg recimo nekih, zelo površno bom govoril, neke glasbe južnoameriške, mogoče nekaj malo španske glasbe, malo obarvane, seveda jazz skladbe in, kar je zanimivo, nekaj seveda klasike, pa težko reči popa, recimo Bob Dylana, Chucka Berryja, prav govorim, pa recimo do avtorskih skladb, ki jih bomo tudi danes izvedli. Pravite, da radi igrate v sproščenem okolju, ne strogo koncertnem. Kaj je torej za vas najljubše prizorišče? Najraje igram tako, da ni koncertno prizorišče, ne. Čeprav na koncertih seveda je pa nekaj drugega, ne, naprimer. In to seveda danes, ne, je pravzaprav neka naloga, ki smo ji pravzaprav je prvič pred nami, ker enostavno kako iščemo nek jezik skupen in kako bo to izvenelo in kako bo ljudje sprejeli te zelo različne stile, ki pa seveda se mi zdi, da vsi vsebujejo. Zbrali smo take komade, da so res odlični, da lepo zvenijo in kažejo naš odnos in ljubezen do različnih zvrsti glasbe. No, skratka, začeli bomo igrati, ne, in potem bomo pa videli čez nekaj časa, čez pol ure, čez eno uro, kako se stvar odvija in bomo verjetno pol malo tudi nekako gradili. Kako pa bomo pa videli. Kakšni pa so drugače odzivi publike na vaše nastope? Odzivi publike, v glavnem publika so sami naši prijatelji, tako kot smo rekli. Mi ponovadi igramo, če ponovadi mi da prideva iz koncerta, Mačka Murja ima cel avto kitar in po koncertu smo absolutno dehidrirani in gremo na eno pivo, naprimer, ne. Pa še on pride in pol
igramo pred prijatelji, ne? Tako da to so koreni plačanci, oni morajo ploskati, kaj če narediti, ne? Ja, v resnici imamo večkrat s sabo v avtu v prtljažniku kitaro in če pride do take situacije, da je zaželeno, da se igra, potem gre najprej Miro, pa še midva po kitare in Kako bo pa danes bomo pa videli, danes je pa prvič tak uraden, ne? V čem pa je po vašem mnenju bistvo dobrega kitarista? Po moje gre v tem primeru, brez neke lažne hvale, se mi zdi, da je vsak od nas toliko že dal v življenju skozi, da imamo za kaj za pokazati in da mislim, da je neka zgodovina tu in to, bi rekel, neke izkušnje in jaz mislim, da se bo to tudi slišalo. tisti, ki ima dobre prstne, ki zna skladbo zaigrati z dobrimi prstnimi redi. Sem prav povedal. Ne vem, zame je bil najboljši kitarist kaj že je bilo nasprot Hvara, en majhen otok, Ščedro, ki je prišel s hribov z eno punco, s kitaro pa je znal samo 2 akorda. Pa je strašen žur naredil. Samo to neko pa A-dur pa E-dur je znal, D-dur je pa že po zraku malo. Tako. Ampak so tako vsi vleteli, pa takoj pel. Zelo relativno je to, ne? V resnici je tako kot Miro prav. Ne? Včasih sta 2 akorda dovolj, kitaristova, včasih jih pa tudi 100 ni dovolj, ne? Če nekaj manjka. Tako nekako je. Hvala.